En lep dober večer, dragi moji, Tanja Skaza z vami. Četrtek 2020, v oddaji vaše vprašanje, moje izkušnje, vse se da. Evo, zdaj sem napisala zraven, katera je to moja oddaja, 224. oddaja. In vmes enkrat se mi je zgodilo, da sem želela prenehati s to oddajo, oziroma da sploh preneham z oddajo, in na kar se mi je tako zdelo, da to pa je nekaj, kar mene odraža, kako tudi mene spoznavate na ta način. Ok, danes se javljam iz morja, a veste, da jaz tudi na morju imam svojo pisarno. Še celo to, še to je prav, da vam na morju. Upam, da ste v redu. Evo, Amanda, dober večer. Joj, my God. Amanda, mogoče poslušaš do konca, mogoče bo tudi kaj zanimivega zate, no. Danes bom tudi nekaj še tako povedala. Danes se bom malo tudi poigrala z donacijami, danes bom malo povedala o nagradnih igrah, malo tudi o teh stvarih, no. Dober večer, Špela. Evo, Katarina. Evo, tako mi je ful že. Tanja! To je ful lepo. Hvala, Katarina. Hvala vsem. Evo, Natalije. Smo že kar nekaj izbrani. Zdenka, v redu, Valentina. A je se kdo javlja? A ste vsi doma? A je kdo na morju? A je kdo na smučišču? To pomeni, moji so se 4 dni, en sine se še smuča. Valentina, dober večer. En sine se še smuča, medtem ko moja dva sta se smučala oziroma bordala 4 dni. Jaz sem si pa zdaj zaslužila morje. Zakaj ne smučam? Ker ful slabo smučam, ker me skozi zebe, ampak vsako leto obljubim mojim, da ko me bojo pa pripravili, Marinka, dobro večer, ko me bojo pa pripravili, pa grem na smučišče. 5 let sem se učila, trenirala, my God, in nikakor mi ne gre. Vse imam, vse za ogrevanje, da se imam lahko lepo, ampak še vseeno ni to, kar bi si želela. Ok, današnji video je namenjen temu, bom kar prebrala. To pomeni, kako obvladujemo svoje občutke, to pomeni, da nas ne prizadanejo misli, informacije, mnenja drugih. In fejst sem vesela in hvaležna vseh vaših komentarjev, ki mi jih napišete, živijo Darja, ki mi jih napišete, smuča med delavnicami. Krasno, to je odlično. V redu. Darja, to pomeni, da še imam priložnost, da se grem kdaj smučati. Zelo sem hvaležna za vse vaše komentarje, ki mi jih napišete, ki mi daste notri ali je to v zasebno, ali je to v zunanjo, zunanje objave, kjer mi pokažete, da rastete, da se razvijate, da delate na sebi, to pomeni, to je tudi cilj teh videov, živjo, predvsem to, da če se vi razvijate, to je potem plus zame. Vse veste, da gospodarstveniki vedno strmimo k napredku, kakršnemu koli napredku, da se pozna. In če so napredki, potem pač smo srečni. In tu druga zadeva, Simona, evo, hej. In tudi, predvsem, ne samo to, tudi tisti, kateri pridejo k meni, vsi želijo bolj mojega puša. To so ljudje, ki so močni, iskreno povedani, močni, malo za in potem rabijo malo več puša, ker če ni človek dovolj močen za njih, oni nič kaj ne naredijo, oziroma rečejo, spet ne bo nič od tega. Tako da, zato je tudi dobra ta tema in pa je bilo prav zanimivo, da me ena gospa spodbudila, kako se pač s tem soočiti, če prihaja do nekega favšije. Oh my God, kdo se mi javlja? Moja Savina. Ker prihaja do neke favšije, do nečesa, kar se zgodi, zavisti, in bom začela zgodbo, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna, res pomembna, za čisto vse, ki ste ciljno usmerjeni, ki želite rasti, ki želite nekaj doseči v življenju, ki želite, ne biti samo ena številka, ampak nekaj tudi narediti, neke napredke. In ponavadi je tako, kadarkoli rastemo in štrlimo malce, za Slovence, če se spomnite, to ne vem, v kateri knjigi je to pisalo, v filmu. Takoj, ko malo štrliš iz povprečja, je zanimivo, da te odreže, da te nekdo odreže, ker nisi več v povprečju. To pomeni, za Slovence drži, ne se hvaliti, ker če se hvališ, to ni v redu. Ne štrleti iz množice, ker to ni v redu.
ne izražati svojega mnenja, ker to ni v redu. To pomeni, ne se oblači drugače, ker to spet ni v redu, boš ves opažen. In dejansko, ko mi vse to upoštevamo, to pomeni mnenje okolice, mi ostanemo na tem mestu, kjer smo. Kaj ti? Kaj naši občutki nam govorijo, kako bi bilo fajn, da bi zdaj odprli neko svojo cvetličarno, ali pa svoj frizerski salon, ali pa svojo trgovino, ali pa začeli svoj biznis, potem okolica nas pripravi na to, da to ni v redu. Jaz sem se zdaj kar malo večje lotila, ampak bom prišla tudi do manjšega izziva, bom prišla tudi do favšije občutkov in tako naprej. Ok, včasih, bom tle začela, krasno. Začela bom pri gurujih, ki jih imamo, bodimo pohlepna ovčka. To je ful dobro napisano, ne vem, kdo je napisal, Mateja, ja. Mislim, značilno za, jaz tako rečem, da upam, da mi temu ne zamerite, da mi je fajn, da imam malo balkanske krvi, ker ta balkanska kri je mogoče malo bolj temperamentna, malo bolj borbena, jaz že ne želim več se boriti, ampak slovenska je pa bolj tako, hvala, malo ponižna, malo tako, ne zdaj za vse, ampak jaz da govorim povprečju, kaj se dogaja, da kar tako, ok, se sem priden, se me bojo opazili, se me bojo videli, koliko sem dober in če sem dober, me bojo dali možnost, da lahko rastem naprej. Ok, to je bil komentar, ki mi ga je dala še Mateja zraven, ali Marija, no, se opravičujem, Mateja ali Marija. Ok, zdaj bom se pa dotaknila, bom vzela najprej kar tako ene 3 svetovne guruje, ki jih mi kujemo v zvezde, ki jih imamo izredno, ne. Jaz sem prepričana, da vsi, ki mene spremljate, poznate te 3. Eden je ta lastnik Facebooka, to pomeni Zak, ki dejansko danes preko njega jaz vam predajam informacije. Potem poznate Steve Jobsa, ki imam tudi telefon njegov. Jaz sem zbrala 3 take, ki sem prepričana, prvo, ker so meni na nek način vzorniki, po drugi strani pa me navdihujejo, ker mi kažejo pot, koliko človek zmore. In ta 3. sem izbrala Elon Muska. Čisto vsak od teh 3 sem prepričana, da je mogoče, bi si želela, da ste prebrali njihove zgodbe, pogledali kakšne filme. Jaz imam najraje avtobiografije, zaradi tega, ker ko preberem avtobiografijo, se mogoče s tem, kar bomo danes govorili, soočim, sprejmem, ozavestim, spustim in grem naprej. To pomeni, vsi 3, ti, kateri sem jih naštela, je zanimivo, da so ljudje, ki jih mi zelo, zelo visoko cenimo. To so ljudje, ki so naredili največji premik na cel svet, na ljudi. Naprimer, Zak je naredil to, da iz majhnega klepeta, danes se lahko vsi pogovarjamo, vsi se slišimo, vsi delamo, vse, lahko delaš biznis že preko Facebooka in tako naprej. Steve Jobs nam je omogočil, da se lahko igramo po telefonu in da imamo čisto vse v telefonu, kar pomeni, da je najprej nekaj enostavnega. Elon Musk nam pa tako in tako kaže, da dejansko to, kar Einstein govori, da imagination is more important than knowledge. To pomeni, da je kreativnost bolj pomembna kot znanje. Ok, in tukaj smo. Vsak izmed teh je tudi svoja osebnost. In vsak izmed teh ljudi je imel zelo veliko polem. Že iz osnovne šole, potem iz srednje šole, potem, ko je začel delati. In to je bilo ogromno nevošljivih ljudi. Vedno bolj, ko je rastel, vedno več jih je bilo. Vedno više, ko si na vrhu, vedno več jih prihaja. In kaj je pomembno, da včasih za svoj višji cilj, ki ti ga je mati narava namenila, boš nehote ali hote včasih tudi koga prizadel. Prvo zaradi tega, ker je to avtomatsko, ker če nekdo ne sledi tvojim ciljem, oziroma te ovira na tej poti do cilja, ga nehote lahko prizadaneš ali pa dejansko se odmakneš od te osebe. Ampak zaradi tega, ker si dovolj močen in se zaveda svojega poslanstva. In jaz sem prepričana, da marsikdo od vas, ki mene spremlja in gleda, se zaveda svojega poslanstva, vendar se ustraši, ali bi se temu reklo zavisti, ali se ljubosumja, ali je to neboščljivost. Je zelo težko
določim, ker jaz sem imela vse to okoli sebe in tudi vem, da sem to privlačila in posledično s tem, ko to privlačiš, ali pa naprimer, ko si višje, je tega vedno več. Ampak kaj je pomembno? Da znamo se tudi vedno vprašati, kdo smo, koliko smo vredni na tej poti in kdo je tista oseba, ki lahko nam sodi. Ok, to je prvo, kar je najbolj pomembno. Vsi trije, ki sem vam naštela, da bi vam naštela jih še, mogoče bom naštela ljudi, ki so pa, ne vem, podobni meni na nek način, ali pa jaz podobna njim, čeprav lepo prosim, včasih sem mislila, da želim biti motivacijska govornica, pa sem pa videla, da je to premalo globine, tako da pol to ni bilo moj cilj. Ampak, naprimer, mislite, da Tony Robbins ni nikogar prizadel? Ali Louisa Hay, ali naprimer, če govorimo o Robinu Sharma, prizadel. To pomeni ne hote ali hote, to pomeni vsi tisti, ki so mu prišli na pot, ki so mogoče ga omejevali do njegovega višjega cilja, da lahko uresniči svoje poslanstvo, je mogoče koga prizadel ali posledično se odmaknil od te osebe. Vendar, vsi ti ljudje imajo nekaj skupnega. Zelo veliko ljudi, ki mogoče njemu ali njej ali komorkoli tega ne privošči, ker je to normalno. To je nekaj čisto normalnega. Če mi ne moremo živeti naših sanj, potem kaj naredimo? Se marsikdaj zgodi, da začnemo obtoževati, obsojati ljudi, ki pač to imajo. To se spomnim, tako da moja draga mami, lepo prosim, ne mi zamerite, ker bom danes to govorila, ti si moja krasna mami, tako spremembo si naredila, da je to noro, ampak spomnim se, kolikokrat sem slišala, ko sem živela z mojima staršema, ko je nekdo, ne vem, si ustvaril močno bogatstvo, da je bilo vprašanje, da je bilo rečeno, kaj pa vemo, kako so do tega denarja prišli. Ali pa naprimer, zdaj lepo prosim, noro, to, oh my god, sporočil cel kupa pa. To pomeni, da mogoče se tudi vi zaprete oči in se vprašate, ali ste kdaj nehote koga prizadeli, tako kot je mogoče moj oče, pa moja mami, kdaj meni rekla, pa mogoče ne samo ona dva. Pa sem potem tudi jaz to povzela, odkot pa njim tako bogatstvo, odkot so si pa oni to lahko privošli, odkot pa imajo, ne vem, toliko hiš. Nekaj si zapomnimo. Ali so dobili na pošten način ali nepošten način, to bojo oni oddelali. Če se boste pa vi obremenjevali s tem, pa vi s tem odstranjate svoje obilje, ki ga lahko dobite. To pomeni, če želite biti, včasih pravijo, ali pa kaj včasih pravijo, bom po resnici povedala, kak je bilo pri meni. A ona bi se šla zdaj duhovnosti. Zdaj, ko ima vse, valjda ji bo to tudi šlo. Kakšna veza, naprimer, jaz ocenjujem, da je prišlo leto, oziroma ne leto, je že bilo lani in vsako leto bo bolj močno, da bolj, ko bo ljudje spoznavali sebe, kdo so in kaj želijo, bolj bojo lahko uresničevali svoje poslanstvo. To pomeni, da to nima blage veze, ali je to duhovnost, ali je to osebna rast, vendar prej, ko se bodo zavedali, da bolj, ko bojo znali slišati sebe, to pomeni, si bojo vzeli čas zase, zato vsi tisti, ki imate izziv biti, ne vem, 2 dni sami, 3 dni sami, 1 teden sami, pa vsak vikend s prijatelji, pomeni, da se sploh bojite spoznati sami sebe. Ker vas je strah pogledati, kdo v resnici ste. Jaz sem lahko na morju, ne vem, 14 dni, ne vem točno koliko sem lahko sem 1 mesec, me lahko pustite. Dejansko imam absolutno veliko dela s seboj. Najprej to, da se spoznam, da se veliko tega, da lahko v resnici živim sama. Kar ti to pomeni, da sprejmem sebe in da sem dovolj sama sebi. V primeru, ko se to odmikamo, bežimo od tega, pomeni, da se ne želimo spoznati. To noč mi je postalo. Evo, samo da se slečem še vmes. Ok. Samo da še vložim. To pomeni, kaj je bistvo teme? Kaj je bistvo tega prvega dela?
Če želite osrečevati ljudi in biti takšni, ne vem, da nihče ne bo nič za vas povedal, mislim, jaz sploh ne morem verjeti, imam pa slabo svetlobo, to pa zdaj vidim po sliki. Da ne bo nihče nič za vas povedal, da boste vedno kot mravljica, vsi vas bodo občudovali. Potem, dragi moji, ne sledite svojemu poslanstvu, potem sledite poslanstvu temu, da osrečujete druge ljudi. Kar pomeni, osrečujete druge ljudi takrat, ko vas oni potrebujejo. Ali ste prišli na ta planet zato, to ne vem. Če si pa dovolite in če veste, da imate nek večji cilj, če se vam to dogaja v službi, naprimer, da se vam zgodi, da imate nekoga pavšljivega zraven sebe ali škodoželjnega, kaj je poanta? Če se boste začeli s tem ukvarjati, saj vem, saj se vsi ukvarjamo s tem, se bom tudi jaz opisala moj primer, vsi se ukvarjamo s tem. Vendar kaj je pomembno? Se mi je zdelo, kaj se je zgodilo. Sem videla, da je nekaj narobe. A je bolj zdaj? Bolj? Mogoče malo bolj. Svetlobo nimam, veste, to pa je zdaj tako, nimam ta prave lučke. Če bomo pozorni samo na to, kaj drugi mislijo od nas, o nas, nažalost, zelo težko funkcioniramo, da lahko uresničujemo svoje poslanstvo. In zdaj ta stavek, ki se mi zdi, ki sem ga opisala notri, to pomeni, kako obvladujemo svoje občutke, da nas ne prizadanejo misli, karkoli pač je, na način, da sledimo svojemu poslanstvu. Da se zavedamo, da imamo višji cilj. Tako kot ga je imel Elon Musk, tako kot ga ima Elon Musk, tako kot ga je imel Steve Jobs, tako kot ga ima lastnik Facebooka, Zuckerberg, kako se že. A veste, da sem pozabila, kako se piše. Pozabila sem, kako se piše, ker mi ni več to pomembno. Se pol drugi smo. Tony Robbins in vsi ostali, kateri so. Pomeni, da če mi vemo, da je naše poslanstvo nekaj več, kot biti samo ugajati ljudem, biti srečen, in Bog ne daj, da bo kdo kaj rekel, da bo kdo kaj naredil. Pomeni, da je najprej pomembno sprejeti sebe, to pomeni začeti delati na sebi, da najdeš vrednost. Vredna sem, ker sem končala šolo, vredna sem, ker imam zaposlitev, vredna sem, ker imam, ne vem, družino, vredna sem, ker imam svojo hiško nad streh, glavo nad hišo, vredna sem, se včasih pojmi, vredna sem, ker sem naredila take projekte, vredna sem, ker sem pomagala toliko in toliko ljudem, vredna sem, ker sem že to pa to ustvarila. Kadarkoli se počutite grozno, ko pride do tega, da vas karkoli stisne, ker nekdo drug govori o vas, vedite, in če sledite svojemu cilju, je pomembno, da se napolnite z vrednostjo, kdor v resnici ste, da lahko greste korak naprej. Kar pomeni, če želite biti, ne vem, podjetnik, gospodarstvenik, lastnik neke organizacije, boste nehote ali hote koga prizadeli, pa to, a veste, ne da bi človek sploh vedel, to lahko se zgodi, zaradi tega, ker stremite svojemu višjemu cilju. To je prva zadeva. In druga zadeva, katera je, da bolj, ko boste znali slišati te informacije, to meni, joj, kaj pa, če bi to, kaj pa, joj, kaj pa gledi to, kaj pa gledi ono. Če vi čutite v svojem srcu, da je vse okej, potem rečete, vse je dobro in greste naprej. In kaj je najhuje? Kaj je najhuje? To sem že v ne vem kolikih videih povedala. Resnično tako, vsakič vam toliko serviram, malce dodam zraven, da slišite, da se zavedate tega in tako naprej. Lahko vam nekdo reče, resnično vam lahko reče, od vaših prijateljev, od vaših znanc, od vaših, ne vem, strank, kdorkoli, da vas vpraša, kaj se je zgodilo, vendar brez obsojanja. Kdo
pa lahko vam poda mnenje, lahko vam poda oseba, ki je naredila več kot vi. Več kot vi. To pomeni, da v primeru, da ste vi danes podjetnica, ali da ste danes, bom drugače rekla, naprimer, da ste vodja nekega svojega oddelka. In kot vodja svojega oddelka vam najprej lahko poda nek komentar, da je prijete vprašati za nasvet, to se mi dogaja, ta me ona šimfa, ne vem, kaj naj naredim, v tem primeru, naj jo odpustim ali karkoli. To pomeni, vi lahko vprašate najprej svojo kolegico na enaki ravni. Na enaki ravni. To pomeni, da ste že približno enako ustvarili karkoli pač, ali nekoga, ki je že višje dosegel nekaj več kot vi. Zakaj? Ker takoj, kot vprašate nekoga, ki naprimer, zato jaz mojo mamo nikoli nisem spraševala določene stvari, ker sem vedela, da mi na žalost ne more dati odgovor, lahko me samo potolaži. Mislim, ko mi je karkoli začela, sem rekla, mami, lepo prosim, ni to zate, samo želim, da si tukaj imel podporo, ampak sploh nisem moja mami govorila nič o tem. Vendar, naprimer, meni iskreno povedano, da mi nekdo reče, da bi me obsodil ali pa mi je rekel, tole pa res ni bilo prav, mi lahko reče. To pomeni moj partner, prvo moj partner, zaradi tega, ker je to nekaj, kar je najbližje k meni, potem pa ljudje, ki so dosegli približno tako kot jaz, ali pa več. Zaradi tega, ker da prideš, če želite narediti premike naprej, resnično bo pomembno upoštevati vaše cilje, notranje cilje. To pomeni, če je vaš cilj, a se spomnite, ko sem govorila, ko sem želela postati uspešna poslovna ženska, je bil moj cilj to je moj cilj, jasna vizija, kaj je, v tem primeru je tudi nekaj kadra se poslovilo, nekaj kadra raslo, eni so govorili, eni so pisali komentarje, če se spomnite, celo v knjigi napisano, noter v teh komentarjih, kaj so rekli, zdaj bi bilo dobro, da bi ga našla enega, da malo vidite, kak je komentar, čakaj, če ga bom slučajno našla, samo mogoče ne zdaj, eni so res tako, mogoče, če še kadarkoli greste pogledati, je še zdaj kak komentar, ampak zdaj sem vse te komentarje dala čez, ampak takrat, ko pa je prihajalo do teh komentarjev, ne najdem zdaj. Ampak knjigo imam pa čist drugim razlogom še zraven, da vam še nekaj drugega. Evo, naprimer, en komentar, da malo slišite, kako to poteka, to je bilo leta 2014, to je takrat v plafonu, takrat tudi, ko sem govorila o tem, da takrat, ko so me mogoče vsi videli kot vredno, sem se počutila najmanj vredno in potem sem še imela take komentarje zraven. Ok, ta je bila. Femme fatale pomeni usodna ženska. Žal pomislim na posebno kategorijo bab, zato mi ta naziv v celoti blesal. Če gre pa za slovensko nagrado, me zanima, kaj je od njenega dela imela naša družba več, koliko dela je odobrila brez plačila, koliko je ljudem pomagala, ki potrebujejo pomoč. Če je njena usodnost samo v vodenju podjetja in skrbeti za svojo rit, zraven pa skrbeti, da se delavci čim bolj izžema, ja, seveda za minimalno plačo. Kazalcev poslovanja nisem preverjala, ampak za gazelo in usodno žensko pa je že velika razlika. To meni hotela mi ena napisati, da absolutno, da če skrbim za svojo rit, pa izžemam svoje sodelavce, da to pa pač ne pomeni usodna ženska. Zato sem tudi povedala, vam prebrala en komentar. Ok, takrat me je bolelo, ampak sem šla skozi to, ker sem vedela, da je moj cilj nekaj več. Moj cilj je postati to in to, moj cilj je, naprimer, strmeti, pokazati ljudem, da se da ne rabimo se samo pokleknati, pa reči, zdaj pa nobeni sme nič o nam povedati, to pomeni, pozabimo. Bolj ko rastete, bolj ko se premikate naprej, bolj ko imate jasno pot, več bo obsojanja, več bo kritiziranja, več bo nekih dilem, ki bo ljudje postavljali. Ok, zdaj se bomo pa najbolj ustavili pri drugem delu, ampak pred drugim delom imam pa eno informacijo za vas. Ok, pred drugim delom, ko bomo pa potem govorili za mogoče, kako pa lahko se temu tudi izognemo. Ok, to je bilo zdaj zaključena zgodba. Če želimo slediti ciljem, če vemo, kaj je naše poslanstvo, bo do tega prišlo. Zdaj pa je samo pomembno, ali znamo prestopiti. Če znamo prestopiti,
potem si bomo dali listo vrednosti, pogledali, ko bo do tega prišlo in kdo nam lahko da kritiko. Kritiko nam lahko da samo nekdo, ki je dosegel enako kot vi, ali nekdo, ki je dosegel več kot vi. To pomeni, ko pride do komentarjev, da mene karkoli zaboli, vsekakor preverim z mojimi odličnimi poslovnimi prijatelji, partnerji, ki so na nek način več dosegli kot jaz, da mogoče ali me znajo potolažiti, ali pa mi reče, mogoče si tule preterala, ali pa mogoče bi lahko to malo drugače in tako naprej. Zaradi tega, ker če pa grem do komentarjev, ki jaz sem nekaj več naredila, pa spet padeš, pa se spet noter se zakoplješ v to luknjo. Ok, druga stvar, ki se mi pa zdi pomembna, vi veste, da smo mojo zlato Evo, resnično zlato Evo, to je noro, kakšni ljudje prihajajo v moje življenje, resnično. Evo, Eva, to je sestra, ki mi je danes napisala sporočilo, ko sem se peljala na morje, pa bom kar prebrala, kako mi ga napisala. Tanja, tako, še celo tako, upam, da si se odklopila na dopustu in se polniš. Če pa dovoliš, poslušajte to, če pa dovoliš, bi te pa rada spomnila v današnjem liveu, da poveš, da smo posneli oddajo o akademiji, to pomeni, da lahko spremljate glede akademije, ki lahko vidite sploh, zakaj se gre na tej akademiji, in ta drugo, da bo v ponedeljek oddaja o obredih, kjer boste pa lahko videli, zakaj take spremembe, zakaj je prav, da ljudje gredo dejansko, da se osvobodijo, to pomeni, da slečejo svoj rukzak dol in da se osvobodijo in napolnijo z ljubezni. No, moja šola je pa čisto tako tudi sestavljena. Pri moji šoli je pa nastavljeno točno to, da se vsak sleherni dan počutite vredne. Da se vsak sleherni dan, ko pride, pa reče Lojzka, pa Micka, pa reče Lojzka, oh my god, le kaj dela, se ne ve kaj dela, da pride to do vas, da boste to podelile in da bomo skupaj rasle, da bomo skupaj se razvijale in rekli, ok, super, a ostanem tu, a grem korak naprej. A je ta nasvet nekaj, kar je dobro, da ga slišim, a je ta nasvet, ki je mogoče malce nevoščljiv in grem korak naprej. Bolj, ko bomo bili dovzetni za te informacije, kritike, mnenja drugih, manj bomo rasli. To lahko preberete, krasne zgodbe so, zdaj celo Adele dala noter v Globalu zgodbo o tem, ko se je ločevala, kako je to sprejemala, kakšna so bila mnenja ljudi, kaj je naredila, zakaj se je zaprla in tako naprej. Meni je fantastično to brati, predvsem s tem namenom, ker vidim, da vsi uspešni ljudje, ne glede na to, koliko so uspešni, so obdani z ljudmi, ki želijo kritizirati. In to pomeni, jaz sem še mala miška. Jaz sem mala miška. Ko pa, jaz imam 16,000 ljudi, pa od tega me gledate tam okrog 100, malo več. In naprimer, največji moj ogled, mislim, da je dosegel 50,000 ogledov, to je plafon, veste, kje so pa tisti, ki dosegajo milijone in milijone. In oni to grejo čez in reče, ok, zavedam se, da moja kritika oziroma kritiko, ki jo sprejemam, če jo želim iti skozi to kritiko, je prav, da jo ne slišim, da nisem dovzetna in da sledim svojemu višjemu poslanstvu. Zato pa imamo uspešne pevce, uspešne, ne vem, jaz temu rečem, guruje, ki spreminjajo svet, uspešne igralce, ki potem dejansko vidite, da so danes vsi life coachi, motivatorji, kjer govorijo o svojem življenju, kaj jih je bildalo. Zato je res pomembno, da se odmaknete od tega in ko pride do tega, da se zavedate, da je to samo pot, kjer ste na preizkušnji, da lahko naredite korak naprej. Ker če tega koraka, če se ustavite, pa se začnete tle okrog vrteti, okrog vrteti, pride samo do tega, da se vam lahko zgodi, da odnehate od svojega projekta ali pa da rečete, v redu je tukaj, ne rabim iti naprej. Res so takšne opcije. Ne vem, a vam povem za mojo še jaz se pridružim. Ok, krasna Dušica. Ne vem, čemu se Dušica pridružuješ, ampak se strinjam. Ok, zdaj bom pa povedala eno zadevo.
Zdaj bom pa povedala, preden me je še Eva spomnila. Res do mene pridejo izredno zahtevne osebe. Zelo, zelo zahtevne osebe, zelo občutljive osebe. Ponavadi tiste, ki so zelo občutljive osebe, so tudi tako čiste osebe. To so osebe, ki so bolj angelske, ampak dosti prizadete mogoče v tem življenju, v prejšnjem življenju. Jaz sem sigurna, da jaz vem, kaj sem bila v prejšnjih življenjih in tudi vem, da sem bila enkrat zadavljena, zato sem komi govorila, imela tremo pred tem, ker sem bila vedno borka za ženske. Dobro, včasih sem bila tudi moški, karkoli pač, ampak to je za drugo. Tisti, ki vas zanima, je izredno dobra knjiga, to ni moje sporočilo, da bi danes potovanje duše, plan duše, da sploh spoznate, kdo ste, kaj se vam dogaja, določene vzorce potegnete iz mislim od prednikov, nekaj iz prejšnjih duš, to se kar vleče iz roda v rod, če to ne ozavestimo in ne gremo naprej. Ok, zdaj pa drugi korak, da vam pa pomagam, da lahko sledite svojemu cilju. Če lahko še tudi to, da vidimo, koliko je ura, oh my god. In pa sem spet pol ure. Drugi korak. Odločite se, da greste v podjetništvo. Odločite, naredite korak, ali ne samo podjetništvo, saj ne rabite samo podjetništvo, ker jaz včasih mislim, mi podjetja potrebujemo krasne ljudi in ne potrebujemo ljudi, ki bojo samo sledili nam, potrebujemo predvsem kreativce, inovativne ljudi, malo tudi tistega svojega, malo je fajn ega, način narobe, če je ego zraven. Ampak, ko se odločite, da želite narediti napredek, je pa res pomembno. Tako to pa na svet. Prej sem govorila, ko duhovneži reče, ja, kaj bo ona, jaz sem duhovn, spremljite mene, ful vem kaj, duhovneži smo lahko malo, tako smo skromni, kdo to pravi. Danes je osebna plat, še bolj povečuje obilje, če človek zna. Pa če vam to ni jasno, poglejte Izologinovo, poglejte Tonija Robinsa, poglejte te vse, Elon Musk, ki je na nek način tudi on živi sebe in tako naprej. Ok, in ko želimo rasti, ko se razvijamo, ko gremo naprej, je najbolj pomembno, da si najdemo nekega vzornika. In ko imamo tega vzornika, da pri tem vzorniku sprejmemo vse, ampak ga nikoli ne obsojamo. Bom dala primera. Meni je bil Steve Jobs vrhunski. Jaz se spomnim, ko sem brala knjigo, takrat še ni bilo njegovega filma, mislim, noro. In tudi noter v knjigi je pisalo, če se spomnite, ne vem, če imam zdaj tle knjigo, je pisalo, jaz imam te knjige kar vse, vse, tudi od Novaka Djokovića, vse. Te knjige to so meni knjige, ki mi veliko pomenijo, avtobiografije, da malo vidim, kaj so delali, kaj je tudi tisto, kar mene vleče naprej. Mogoče mi to tudi daje vedno krila, da ne obupam, da ne obupam. Hvala, Anja, kako lepo mi je napisala. Kako je lepo, ko ženske damo komplimente, jaz tako delam. In ko pride do tega, je v knjigi napisano, kak je bil diktator, kak se je obnašal s svojo hčerjo, mislim, ni da ni, vendar kaj je pomembno? Da takrat to osebo ne obsojate, da ne govorite, jaz sem zdaj Steve Jobsa vzela, vi mogoče lahko vzamete nekoga drugega, najdete nekega svojega vzornika, vzornico, kogarkoli, ampak da sprejmete to osebo v celoti. To pomeni, da rečete, krasen je, ful je podjetnik, karkoli pa piše noter, pa rečete, je že moglo tako biti, ne obsojate, ali pa rečete, to mogoče pa jaz tega ne bi, ampak ne obsojate to osebo. Zakaj? Koliko je takih ljudi, ko so Steve Jobsa, na primer, občudovali, ker so lahko bili zraven njega in se hranili s tem. Koliko sama vem, da je zraven mene ljudi, ki se hrani z menoj. To pomeni, ker dobiva to hrano, ker zaradi tega tudi lahko sebe razvija in tako naprej. Tako da, prosim, ko sprejmete vzornika, ne obsojate tisto, kar narobe naredi, ampak spustite. Kajti, če obsojate, se oddaljujete od svojega obilja. Pomeni, če nekoga obsojate, ko boste vi rasli na tej poti, bo to krat 2. Zaradi tega, ker vi nekoga, ki ga spoštujete,
ga, ampak ga obsojate zraven. To pomeni, vračate sebi sabotažo in s tem, ko vračate sebi sabotažo, ne morete rasti. Sprejmite to osebo. Oh my God, jaz srčno upam, da ste to danes razumeli. Da bom mogoče povedala mojo bolečino, pa bomo potem iz te bolečine videli. Jaz rada govorim o mojem življenju in marsikdo mi reče, kako je možno, da upaš vse povedati. Prva zadeva zaradi tega, ker sem si pred nekaj leti zastavila, ko me je moja terapevtka naučila, da bo moja afirmacija, konstantna afirmacija, da sem bitje luči, resnice in ljubezni. Da sem bitje luči, resnice in ljubezni. To pomeni, luči želim pozitivna biti in tudi svetiti, in tudi če moti koga moja svetloba, bom svetla naprej. Resnice, da vse, kar bom govorila resnico in da ne bom prekrivala to resnico. To pomeni, danes nisem šla na trepalnice, sem nakazala moji Tanji dinačke in se nekaj ne bo me, ker mi ne paše. Zakaj bi zdaj iskala izgovore, kaj ne morem in tako naprej. In ta tretja stvar, da karkoli bom počela, bom delala iz ljubezni. In ko delam iz ljubezni, če je moje srce polno in če moje srce ve, da je okej, da je vse v redu, mi vsi ostali komentarji, ko pridejo, seveda me zabolijo, ampak rečem, okej, so to komentarji, ki so primerni, da mi jih dajo ljudje, ali je to v redu, da me samo malce, ne vem, obvarujejo. In sicer, čeprav smo hoteli, to bova z Evo govorili v naslednjem videu, se bova dotaknila tudi bolečine. Zdaj govoriva o obredu, potem bomo po bolečini. Imela sem krizo v mesecu decembru, to je bilo konec decembra, kjer sem tudi z vami delila, da vam bom povedala iskreno o tej bolečini. To bomo midve govorile z Evo v naslednjem videu, to pomeni video o bolečini, kjer se bomo pa res mogoče malo bolj Eva strukturirano me peljala, da boste vi tudi slišali, kaj je bistvo. Vendar takrat sem si vzela mesec dni dopusta. Predtem sem pa zaposlila 2 dami, ki bi mi naj pomagali na našem inštitutu, kjer bi naj ena bi ustvarjala marketing, ker ne želim imeti marketinga, komercialnega marketinga z oglasi, pa s tem želim res tako, da se vam približam. Jaz želim biti personal, to meni butična, osebna, da me začutite, da rastete, da vidim premike. Pri meni, če oseba ne vidim premikov, jaz vsako osebo poznam. Jaz za vsako osebo vem, a ima kaj otrok, ali nima otrok, a ima moža. Za vse moje stranke to vem. Tako kot sem vedela v podjetju. To je meni pomembno. Nekomu ni, meni je. Jaz tako funkcioniram. No, ampak to ne pomeni, da je z drugim kaj narobe. Tisti, ki imajo 500 000, 5 milijonov, njihovo poslanstvo je takšno. Moje poslanstvo je odpirati srca, dajati ljudem vrednost in da se sprejmejo. Da se sprejmejo. Samo to, da rečejo, vseeno mi je, kaj si drugi mislijo, to sem jaz, ampak jaz sem s tem srečen, kdor sem. In v prvem, Danica napiše, vse se da, če se hoče. To je to oseba, zdaj bi za vsako mojo stranko lahko povedala. Krasno. Danica ima vnuke, 4 vnuke, podjetje predala svojim 3 otrokom in išče sebe in daje sebi mir, ker je rekla, ne glede na to, pa živi srečno, eni bi šli na Maldive, ona pa išče sebe, ona pa odpira sebe, polni sebe, daje sebi notranji mir in tako naprej. Ok, da se vrnem nazaj. In v tistem enem mesecu, ko nisem delala, to pomeni, napram temu, kar sem dala, tem mojim kandidatkam, mojim puncam, oziroma mojim sodelavkam, to meni Mini in mojim 2 sodelavkam, ni bilo ničesar narejenega. To je zdaj tako, kako, kakorkoli, definitivno ocenjujem, da je to
definitivno tudi moja odgovornost. Ampak ocenjujem, da če nismo v enem mesecu nič naredile, da je potrebno biti prisoten in tudi njih samo navdihovati, da to ni nekaj, kar bi bila samo moja odgovornost. In v tem primeru smo se s kandidatkama poslovili. No, ampak kaj je pomembno? Da lahko pride nekdo pa reče, joj, kaj se je zgodilo? Ali pa kontra, ne? To pomeni, če je moje srce ve, ok, sprejme mojo odgovornost, to je to, nisi dobro pogledala, nisi ono, ampak če je moje srce mirno, jaz spustim svojo pot in grem svoji poti naproti. To pomeni, sledim svojemu cilju. Lahko bi se zgodilo to, da bi se začela s tem obremenjevati, razmišljati, kaj bo, kaj pa zdaj, a zdaj pa ne bom našla novi kandidatki in tako naprej. Ne, jaz rečem, mogoče niso bile primerne, mogoče nismo pasale skupaj. Pridejo prave, ki sledijo poslanstvu inštituta. Kaj sem vam želela s tem povedati? Prosim vas, ne obsojite se nikoli, tudi ko karkoli, če vi čutite, da ste mirni navznotri, pojdite vašo pot naprej. Ok? Prosim, resnično, kdorkoli karkoli govori, vi se prepustite sebi, poglejte, če sledite svoji poti. Ker čisto vsak na tej poti greši in tudi boste in delali boste napake. In Bog ve, to pomeni, da jaz absolutno zavedam, da najprej obvezno potrebujem ene ljudi, ki so operativci, odlični operativci, strokovni, ki so pripravljeni oddelati. In napram tega potem pridejo zraven ljudje. In danes je že moja prijateljica rekla, wow, jaz bi delala to. Druga me pokliče, jaz bom delala to. In tako naprej. To pomeni, prepustite se, ne dovolite, da vas zmedejo druga mnenja, ampak upoštevajte vaše poslanstvo. In vsi tisti, ki želite rasti, no to sem govorila, prepustite, spustite in pojdite vaši poti naproti. Ampak, da lahko spustite, je pa prav, da ne obsojate. Normalno, da vas bo to. Bolj, ko boste višje, vedno več se bo ljudi našlo, da bojo znali kaj povedati, ker bi oni tudi to želeli, pa ne morajo. Ampak nič na to. Ne jih obsojati. Zakaj jih obsojate? Verjamite mi, da slej ko prej bo enkrat prišli do vas, pa bo rekli, a veš, da sem imel drugačno mnenje o tebi, ker so mi drugi govorili, zdaj te pa čisto drugače vidim. Pa boste vi rekli takrat, ja, krasno, super, hvala, hvala, da si zdaj to spoznala, tako da se prepustite. Dobro, zdaj pa še eno zadevo, to meni v tem delu sem vam želela povedati. Če želite rasti, ne obsojate drugih, ne obsojate sebe za napake in pojdite korak naprej. Vsaka vaša šola vam je neka izkušnja, ta vas še opolnomoči, da boste zaradi tega še boljši. Nič ni narobe, čisto nič ni narobe. Nič niste vi, vedno sta obe strani odgovorni. Ampak mogoče je pravi korak zdaj, da se gre po tej poti naprej. In zdaj še ena zadeva, ki se mi zdi pomembna. To pomeni, za akademijo sem si nekako želela, da bo naslednje akademije, katere bodo prišle, bodo tudi usmerjene tudi v donacijo. Zdaj pa vam bom nekaj povedala, kaj bom jaz najprej naredila, kaj bo naredila Tanja Skaza, pa ne najprej sebi. V mesecu juniju, to se bo sigurno javila katera oseba od vas, ki bo to potem speljala, bo povedala, kak bi bil načrt za to. V mesecu juniju bo Tanja Skaza donirala 10 osebam, to pomeni 10 oseb, bo šlo z mano na obred ljubezni. 10 osebam bom pomagala srčke odpirati, jim dati. Nimam še predloga, kako bom to naredila. To pomeni, računam, da mogoče ena, ko me gleda, zelo od vas pa je to dobro v tej zgodbi, mi bo pomagala, da bomo zaokrožili, da bomo našli 10 krasnih oseb, ki bodo z mano šle na obred ljubezni, tako malo približno, to jih peljemo do šamanov, to pomeni tudi to, ker boste lahko greste pogledati, kaj pomeni obred ljubezni, sledenje sebi, kako to izvajam, kako ljudje grejo, ampak 10 pa resnično želim pomagati.
To bo moja donacija mojim šamanom, najprej mojim šamanom, zato da pripeljem ljudi, ki si ne morejo privoščiti 1000 evrov, pa si to zelo želijo. In ta druga zadeva, 10 ljudem, ki resnično so ujeti v tej kletki in ne znajo ven iz te kletke priti, da naredijo premik. To je ena zadeva. Ta druga zadeva, katero pa bom naredila, to bom pa predala mojim 3. Zbrala bom naključno, trenutno je na inštitutu, na akademiji, prijavljenih, mislim, da 20 ali 22 oseb, zdaj ne vem čisto točno številke. Vem, da se boste še 2 prijavili, pa moje zdaj se bosta za vikend. Potem bomo pa eno osebo, bom 3 naključno zbrala, tiste, katere so pač se prijavile na akademijo, da bomo izbrali eno osebo, ki bom pa donirala akademijo. Celo akademijo bo imela donirano vse. To ne pomeni samo malo poslušanja. Ta akademija stane cirka 2500 evrov, v ta 2500 evrov ima vse. To pomeni od hrane, do druženja, do obleke, do vseh treatmentov, ki so noter v moji akademiji, ker akademija je izključno namenjena za to, da čisto vsaka oseba, ko jo boste videli, ko bo prišla, bo drugačna po akademiji. To pomeni, vsaka se bo počutila spremembe vredna. In dovolili, če mi bodo dovolile, to pomeni, to bo tudi informacija, če bodo dovolile, bomo delili njihove zgodbe, bo vsaka kaj povedala, s tem bomo tudi gradili blagovno znamko, to pomeni, da bodo punce sebe znale predstaviti, punce, to so dame, to so gospe, zahtevne same do sebe, nikoli ni dovolj, zdaj te, ki sem videla, katere so se prijavile, eno bomo pa zbrali. Tako da eno nagrado, eno donacijo bom donirala za mojo akademijo Spremembe vredna. Tako da, drage moje, to pomeni, to ste ve, ki me gledate. Veste tiste, ki boste pripisale, nekaj dodale zraven, napisale zakaj. Jaz predlagam, da najprej je pomembno, da si sestavite, pogledate program, to pomeni, odpiramo srček, dajemo si vrednost, postajamo blagovna znamka, odpiramo svojo spolno energijo, to pomeni življenjsko čakra se odpira, energija se pretaka, potem pogledali bomo, katere vzorce imamo od postavitve družine, spoznali bomo se v bontonu, na kakšna je dama, kako je, kam se usede, veliko kaj, veliko, kako znamo komunicirati, kako naredimo svojo vizijo, potem kako vemo, kdo je naša ciljna stranka, eni izmed udeleženk bom to donirala. To bom samo zaradi tega, da se zavedate, pa to je bolj tako. Jaz si želim, da to kroži, da ljudje, ki imajo, dajo. Tudi inštitut je nastal. Inštitut ni fora inštituta, da bo profitna organizacija. Fora inštituta je, da se odpira čim več src, da čim več ljudi sveti, da čim več ljudi si dovoli govoriti resnico, ne da je zadržanih, ali lahko to povedo ali ne. Ok, medtem ko junija je pa tista oseba, to bom pa spet prepustila, eni osebi od vas, ne prav vas bi rada imela, ne želim nikogar drugega razen vas, da to ne bo šel nek video ven, a veste, noče nekega videa ali pa kako glas pa to. Ena izmed vas bo imela nalogo, da tista, katera bo pač želela, da pripravi, kako bi zbirali 10 krasnih žensk, kaj bomo naredili, ali bomo to razširile, bomo posnele, to bom čist prepustila na ene izmed vas in potem ta bo dobila zaradi tega, pa ta bo potem tak in tak nadaljevala z mano projekte vse naprej, ta druga, in potem bomo še zbrali 10 oseb, ki bo z mano šlo na obred ljubezni v mesecu juniju. To pomeni, zdaj je kdaj, to pomeni, zdaj smo marca, in isto tako križarko imam v mesecu septembru, pa tudi v križarki bomo podarili potem eni osebi. Evo, tako da veste,
da ni fora samo služiti denar. Fora je, da denar kroži in da s tem denarjem tudi pokažeš, da ga vračaš nazaj družbi. Moja naloga je moj višji cilj. Je sigurno, pomeni, da v prejšnjem življenju nisem kaj dosti delala, pa zato moram to oddelati. Je poslanstvo, da odpiram srca, da pomagam ljudem, da spoznajo sebe, kdor v resnici so, odprejo srce, govorijo resnico in samo pozitivno svetijo, oziroma da svetijo zase in tudi za druge. Evo, dragi moji, to je vse. Čakaj, da vidim, če sem še karkoli pozabila. Ja, lepo prosim, obstaja še nekaj prostih mest, tisti, ki želite se pridružiti na akademijo, obljubim vam, da to je nekaj, kar boste spremenjeni. To vam res obljubim. Zaradi tega, ker gremo samo skozi isto zgodbo, ko sem šla jaz. To pomeni vse to, ki mogoče mene danes občudujete, me vidite, gledate, vse to ste vi lahko. Pač imela sem na tej poti, ko boste vi z mano naredili, jaz sem vedno tako naredila. Šla sem do malo more gurujev, naredila malo more nekih tečajev, vendar od vsakega vzela tisto, kar je dobro, združila, kar je meni pomagalo na tej poti, kjer sem danes. Točno to. In da rastem naprej in da me ta moja pot ne ustavi, da me ta moja pot potiska naprej in da vem, da bodo v moje življenje prišli pravi ljudje, ki mi že prihajajo pravi ljudje, to pomeni pravi ljudje, s katerimi bom obdana in kateri bodo še tisti, ki bodo skupaj mi pomagali na tej poti, da odpiramo srca, da dajemo pozitivno naravnanost in da si dovolimo govoriti resnico. Evo, toliko za danes, 40 minut. Imam vas rada, vidimo se v ponedeljek, boste lahko pogledali oddajo o obredih. Vsi tisti, ki vas zanima akademija, pogledajte si še video. Eno bomo zbrali, tista, ki bo zdaj napisala, zbrale bojo te ambasadorke oziroma te ženske, ki so že notri. Tako da lepo prosim, lahko napišete pismo, lahko date na info@natanjaskaza.com. Karkoli. Bistvo vsega tega je, da vedite, če verjamete vase, vse pride, vse dobite, obilje pride, ko vi sprejmete sebe, ko ne obsojate drugih in ko si dovolite videti svoje poslanstvo.